Pozdravljeni v oddaji Aktualno na GFML, ki jo za vas pripravljamo dijaki Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Mi smo že krepko vstopili v novo šolsko leto, a današnjo oddajo namenjamo lanskemu. Junija smo dijaki Umetniške gimnazije končno stopili na naš nov oder. Poglejmo si nekaj utrinkov gledališke predstave prvega in drugega U. Pa daj, no, Riki, samo za en intervju te... Kaj ja? Pa samo za en intervju te rabi. Ne vem. Zdaj mi povej, kaj rad počneš. Kaj želiš postati? Kakšno bi te bil? Vse hočem vedeti. Moja stara je nekoč med sobotnim pospravljanjem pod mojo posteljo našla kar dvoje ženskih spolnic. Mislim, da so bile Gocine ali pa Andrejne. Saj vseeno. Velik frajer bom. Najmanj lastnik igralnice. Obleče bom kot maneken. Opa.
na levi, desni bejba, pred mano pogrenjena rdeča preproga. To, prekleto mi je jasno, da je keš edino, kar velja na tem svetu. Hej, saj life je za živeti, si rečem. Pogosto si na YouTubeu poiščem kakšen posnetek Erosa, Ramazzottija. Natančno ljudje in pa... Oblanga v nulo. Eros je res zakon. Prav pride, kadar si kaka punca noče in noče omeščati. Ramazzotti v pravem trenutku vedno pali. Samo zadnjič mi tudi on ne moge pomagati. Jasno! Nič posebnega, razen da je bila namazana okoli oči, kot da bi kdo treščil. Pa smejala se je simpatično. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Yeah, when I'm at the mall, you really just can't fight them all. And when I'm at the beach, I'm in a Speedo trying to tan my cheeks. This is how I roll. Come on, ladies, it's time to go. We headed to the bar, baby, don't be nervous. No shoes, no shirt, and I still get sick. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Riki, pa kaj je s tabo? Brez teh blesavih cun, pa kam napisal New York, pa dar. Lepi Riki! Njega imajo za lepega! In kaj se potem jaz? Kam da na Barber ali tako? Ostajam vseeno! Pa bi pa tudi. Včasih me je pogledala drugače.
Lansko leto je bilo tudi filmsko zelo uspešno. Vabim vas k ogledu zmagovalnega filma festivala Videomanija. To je kuščar, majhna plazeča luskasta žival, ki ima ude in zunanje ušesa. Vid je dobro razvit pri večini kuščarjev in večina komunicira med sabo s telesno govorico ali svetlimi barvami svojega telesa. Mnogi kuščarji lahko pravzaprav izgubijo rep v procesu bega pred plenilci, vendar to ni značilno za prav vse kuščarje. Na ljudi se hitro navadijo in se po večini ne bojijo človeka. Jaz sem človek, tudi to je človek, in to, tudi to, pa to. Človek, množina ljudje, smo vrsta zelo inteligentnih primatov. Skupaj s šimpanzi, gorilami in orangutani smo del družine velikih opic. Smo kopenske živali, za katere je značilna pokončna drža in dvonožno gibanje. Visoka ročna spretnost in uporaba težkega orodja v primerjavi z drugimi živalmi. Odprta in zapletena raba jezika v primerjavi z drugimi komunikacijami živalmi. Večji, bolj zapleteni možgani kot drugi primati ter zelo napredne in organizirane družbe. Moje ime je Lina. Ime je beseda ali skupek besed, s katerimi je oseba ali stvar poznana, nanjo naslovljena ali na katero se sklicuje. Ime osebe je največja povezava s lastno identiteto in individualnostjo. Nekateri bi lahko rekli, da je za to osebo najpomembnejša beseda na svetu, edini način, na katerega lahko zlahka pridobimo pozornost človeka. Ko se nekdo po srečanju spomni našega imena, se počutimo spoštovane in pomembnejše. Jaz sem zgolj najstnica, človek star med 13 in 19 let. Kar zame pomeni, da moramo obiskovati tako imenovano šolo. Šola je preprosto povedano prostor za izobraževanje otrok, človeških mladičev. Glavni razlog, da ljudje obiskujemo šolo, je pridobivanje veščin in izobrazbe potrebne za samostojno in uspešno življenje. Za nekatere je šola popolna izguba dragocenega otroštva ali institucija, kjer so človekove pravice praktično pregnane ob vstopu v sobo. V šolah pridobivamo tako imenovane ocene. Ocene so številke, črke in procenti dodeljeni človeškim mladičem, ki služijo kot sredstva za ocenjevanje akademske uspešnosti pri različnih znanstvenih predmetih. Izhajajo iz družbene potrebe posameznikov, ki so bili preveč slepi, da bi prepoznali, ali ima kdo od nas kakšno intelektualno vrednost brez univerzalnega standarda, po katerem bi lahko merili. Po šoli ljudje ponavadi pristanemo v službah. Služba je plačano delovno mesto redne zaposlitve oziroma v pravilu zlasti plačano. Delo je dejavnost, ki vključuje duševni ali fizični napor za dosego namena ali rezultata. Za nas ljudi je to ponavadi denar. Denar je vsak predmet, ponavadi iz papirja ali kovine, ki je splošno sprejet kot plačilo za blago ali storitev. Je poplačilo dolgov v dani državi ali družbeno-ekonomskem kontekstu. Včasih je nekaj kosov papirja vredno več kot človeško življenje. To v nas ustvarja ogromen kompleks manjvrednosti in nam odreka naš status človeka. Zato pridejo korporacije, gospodarske organizacije sestavljene iz več istovrstnih ali sorodnih podjetij zaradi monopolističnih ciljev in nam obljubijo priložnost, da bomo začutili nekaj, če le kupimo njihovo novo zdravilo. Priložnost, da bomo spoštovani, če kupimo njihove čevlje, nosimo zapestnico in kupimo nov telefon, ki ga damo v posebno zasnovano nosilno napravo, katero pritrdimo na vozilo, s katerim se vozimo, tako da se lahko pritožujemo, ko zapeljemo skozi lužo in si omažemo predrage kavbojke, ki so jih za nas zašili človeški mladici na drugem koncu sveta. Prej ali slej ljudje pristanejo v pokoju. Pokoj je nekaj, česar se večina marljivih ljudi, ki hodijo v službe, veseli vse svoje delovno življenje. So zavrženi stroji, ki več niso uporabni za delo in si zaslužijo počitek. Vendar jih razočara dejstvo, da so tam pravzaprav do konca življenja ali pa da pokoja sploh ne dočakajo. Jaz živim v hiši. To je hiša. Tudi to je hiša. Hiša je stavba za bivanje ljudi, zlasti tista, ki je sestavljena iz pritličja in enega ali več nadstropij. Nekateri drugi ljudje živijo v blokih, velikih večstanovanjskih poslopij ali čemu podobnemu. Spet drugi ljudje pa doma nimajo. Doma ljudje ponavadi živimo s svojimi družinami. Družina je skupina ljudi, običajno iste krvi, vendar ni nujno, ki se resnično ljubijo, zaupajo, skrbijo in pazijo drug na drugega. Da ne bo pomote s sorodniki iz istega gospodinjstva, ki se absolutno sovražijo. Sovražiti pomeni čutiti veliko nenaklonjenost in odpor do koga, navadno združen z željo škodovati mu. Nasprotje sovraštva je ljubezen. Ljubezen je močno čustvo naklonjenosti, navadno do sočloveka. Vsakič, ko človek A vidi človeka B, začne čutiti cel snop čustev. Za to osebo bi storil vse, brez njih ne more delovati. Ali pa gre le in zgolj za naravni način, kako ljudi izvabiti k posledičnemu razmnoževanju. Ne vem. Naša hiša stoji v majhni skrivnostni vasici. Vas je košček zemlje, na katerem običajno živi od 100 do 2000 ljudi. Kakšen človek bi lahko rekel, da je to prostor za prikrajšane in nesrečne? Njeno nasprotje je mesto. To je glasen prostor za življenje, običajno z več kot 100 000 prebivalci in onesnaženim okoljem.
Vasi in mesta se nahajajo v državah. Država je inštitut, ki ima samo imenovano in nespremenljivo moč sile nad vsemi osebami v svojih geografskih mejah. Nekaznovano lahko vzame denar ljudi, življenje ljudi in življenje njihovih otrok, razen če ji to ljudje najprej prostovoljno ponudijo. Države se nahajajo na kontinentih oziroma celinah. Gre za velike, nepretrgane površine kopnega na našem planetu. Afrika, Antarktika, Azija, Severna in Južna Amerika, Evropa in Avstralija. Planet Zemlja je človekov življenjski prostor. Je ubog majhen planet, ki mora trpeti zaradi naših dejanj. Po oddaljenosti od Sonca je tretji, po velikosti 5. planet Sončevega sistema. Predstavlja največji trdni planet, za katerega je znan obstoj življenja. Oblikoval naj bi se pred približno 4,57 milijarde let. Od svojega nastanka je Zemlja prešla skozi množico geoloških in bioloških razvojnih faz, zaradi česar so sledi njene prvotne podobe večinoma izginile. Nastala naj bi s tako imenovanim velikim pokom. Osončje je sestava astronomskih teles, ki ga sestavljajo Sonce in druga telesa, med drugim planet Zemlja, ki krožijo okoli njega. Od tod ime Osončje. Osončje se je oblikovalo pred približno 4568 milijardami let zaradi gravitacijskega sesedanja območja znotraj večjega molekularnega oblaka. Več tisoč let se človeštvo ni zavedalo obstoja Osončja. Verjeli smo, da Zemlja miruje v središču vesolja in da je kategorično različna od drugih teles, ki se premikajo čez nebo. Sonce je velikanska vrteča se krogla žarečih plinov. Staro je približno 4,5 milijarde let. Ljudje predvidevajo, da bo sijalo enako kot doslej še naslednjih 5 milijard let. Ob koncu svoje dobe se bo razširilo za polovico sedanjega obsega. Ko bo porabilo ves svoj vodik, se bo radikalno spremenilo in vase pogoltnilo vse svoje planete. A vendar je vsak posameznik zgolj osamljeno bitje rojeno v vesolju, ki mu ni dovoljeno vedeti, zakaj. Konec šolskega leta je bil vse približno enak kot pred leti. Začeli smo s kulturnim maratonom in zaključili s slavnostno akademijo. Zadnje dneve pouka na GFML tradicionalno zaključimo malce bolj sproščeno, a še vedno ustvarjalno, s kulturnim maratonom. Predlani smo ga doživeli virtualno, minulo šolsko leto pa nam ga je ponovno uspelo organizirati v živo. Ob tej priložnosti smo obeležili 30 let samostojnosti naše države Slovenije. Ogledali smo si dokumentarne prispevke o procesu osamosvojitve ter 10-dnevni vojni, ki je sledila razglasitvi neodvisnosti. Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo je postavilo razstavo z naslovom Vojna za Slovenijo 1991 v Ljutomeru in Prlekiji. Strokovno vodenje po razstavi je pripravil major Anton Kosi, sekretar Območne zveze slovenskih častnikov Ljutomer, udeleženec osamosvojitvene vojne leta 1991. V nadaljevanju so lahko dijaki izbirali med 25 delavnicami in tako koristno pomešali zabavo na različnih področjih, od umetnosti pa vse do športa. Kulturni maraton se je zaključil s športnimi tekmovanji med razredi, ti so se med seboj pomerili v odbojki, nogometu in košarki. Zadnji dan pouka v preteklem šolskem letu je bil vsem koronskim nevšečnostim navkljub spet takšen, kot mora biti. Nenavadno šolsko leto smo tako zaključili s svečano akademijo, ki je potekala v dvorani Šica, in veseli smo bili, da so jo lahko v živo spremljali vsi dijaki in njihovi starši. V prvem delu svečanosti smo obeležili dan državnosti in navdušeno proslavili 30 let naše domovine Slovenije. V drugem delu pa s ponosom nagradili več kot 80 najuspešnejših dijakov, ki so ponosno dosegali vrhunske rezultate. Drage dijakinje in dijaki, danes je zadnji dan pouka v tem šolskem letu. To šolsko leto je bilo res nekaj posebnega, ki si ga bomo zapomnili zaradi zaprtja šole, pouka nadaljavo, omejitev gibanja in še bi lahko našteval. Vsekakor smo šolsko leto preživeli in pripeljali uspešno do konca. Zato vam velja čestitati. Hvala za sorazumevanje, ko smo na šoli iskali najbolj prikladne oblike učenja nadaljavo. Upam, da ste spoznali, da je znanje vrednota, za katero je potrebno tudi sam kaj postoriti.
Prireditev je spremljal bogat kulturno-umetniški program, eden od vrhuncev pa je bil tudi podelitev kipca Franca Miklošiča dolgoletni predstojnici pomurske enote Zavoda za šolstvo, gospe Ireni Kumer. Moram reči, da sem s posebno pravzaprav dolžnostjo, ki je bila mi zmeraj prijetna, prihajala v to stavbo učenosti. Kakor je bilo rečeno, tudi zaradi tega, ker je nenazadnje to moja gimnazija. In ker sem lahko spremljala nenazadnje 30 let in še zdaj 2 meseca rast gimnazije, strokovno rast gimnazije. In tako, kot sem rekla, bodimo ponosni vsi. Vse generacije, ki so kdajkoli obiskovale to šolo, vse generacije, ki bodo se odločile za to, da stopijo v prag te šole, ponosni na to šolo. Ob tej priložnosti smo razglasili tudi najrazred tega šolskega leta. Oddelki so tekmovali v prehojeni razdalji na športnem dnevu, športnih igrah, s povprečnim učnim uspehom ter uspehi dijakov med šolskim letom. Nekaj malega je prineslo tudi glasovanje učiteljev. Zmage in seveda lepe nagrade, potovanje v Gardaland, so se razveselili dijaki 2. B skupaj s svojo razredničarko. Zaključkom generacije in podelitvijo maturitetnih spričeval so šolanje zaključili naši maturantje.
V ponedeljek 12. julija 2021 so maturantje nekoliko lažje zadihali. Izvedeli so namreč, kako uspešni so bili na maturi. Skupaj s starši, sorodniki, profesorji so se na ta dan zbrali na glavnem trgu v Ljutomeru, kjer je potekala svečana prireditev. V prijetnem večernem vzdušju in obučnem aplavzu so maturantje 27. generacije splošne mature in 20. generacije programa predšolske vzgoje zasluženo prejeli svoje maturitetna spričevala. 4. letnik splošne gimnazije je obiskovalo 67 dijakinj in dijakov, ki so pristopili k spomladanskem roku mature in jo opravili nadpovprečno dobro. 6 maturantov splošne gimnazije je doseglo prag 30 in več točk in se tako okitilo z zavidljivim nazivom zlatih maturantov. To so Lejla Denša iz občine Lendava, Lana Kocovan in Eva Pešti iz občine Radenci, Timotej Pukšič iz občine Razkrižje, Lam Patrik Pal iz občine Središče ob Dravi ter Melani Tavčar iz občine Apače. K poklicni maturi na spomladanskem roku je pristopilo 25 dijakinj in vse so izpit opravile uspešno. 4 maturantke so dosegle 22 točk, 3 pa celo vse možne točke, torej 23. Zlato maturantke z vsemi točkami so postale Ela Bertananič iz občine Pucunci, Polona Kiral iz občine Črenšovci, Kaja Zver iz občine Beltinci, zlata maturantka le s točko manj pa je Sandra Kuster iz občine Ljutomer. Svoj zrelostni izpit so zelo uspešno opravili tudi dijaki in dijakinje umetniške gimnazije, smer gledališče in film. Letošnja prva generacija maturantov te smeri. Bili so skoraj 100-odstotni, dosegli pa povprečno nekaj manj kot 20 točk. Ob tem velja poudariti, da sta Marko Rengel in Matic Dominko nadvse uspešno opravila spremne izpite na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo. Zbrane sta poleg ravnatelja nagovorila tudi predstojnica soboške enote Zavoda Republike Slovenije za šolstvo Irena Kumer ter podžupan občine Ljutomer Niko Miholič. Danes se včasih bolj posluša kakšnega komentatorja na RTV Slovenija forumu ali pa kje drugje, pa se znanost da malo na stran. To je velika nevarnost. Vi ste zdaj tisti, kjer greste študirati, da boste predstavniki nove znanosti. Učite se, bodite pridni, naredite diplomo, naredite drugo bolonjsko stopnjo, naredite doktorat, če je možno. In kar je ta najbolj pomembno, pridite nazaj v Pomurje, pridite nazaj v Prlekijom prek Murje, smo regija z ogromno potencijala in z vašim znanjem smo še lahko samo boljši. Zlate maturantke in maturanti so poleg spričevala prijeli še kipec dr. Franca Miklošiča, ki je delo akademske slikarke in kiparke Irene Brunec-Tebi. Kipec so prijeli še dijaki, ki so v tej generaciji posebej izstopali, sodelovali v različnih projektih ter z svojo zavzetostjo, znanjem in ustvarjanjem vidno zaznamovali to šolsko leto. To so bili Anja Pušenjak, Marko Rengel, Teja Sapač in Timotej Pukšič. Toliko smo danes pripravili za vas. Tudi letos bomo z vami vsak 3. torek v mesecu, prihodnjič 19. oktobra. Do takrat pa ostanite zdravi in bodite lepo. Adijo!